Dobrodošli v oddaji Ambienti, oddaji, ki razvaja in vzgaja oko. Ne glede na velikost, opremljenost ali videz doma, ostaja definicija, kaj dom sploh je, skoraj nespremenjena že od pradavnine. Od bivališča pričakujemo, da nam nudi varno zavetje, toplino in da ustreza našemu slogu življenja. Vse to pa lahko dosežemo na tisoč in en izviren in individualen način in prepričan sem, da lahko tistega najbolj svojega najdete tudi s pomočjo naše oddaje. Najprej gremo v izjemno prijetno hišo na Dolenjskem. Arhitektka, ki jo je načrtovala za svojo sestro, je v nekaj besedah strnila, kaj so želeli doseči. Velik vrt, veliko naravne svetlobe in izkoristiti lepe razglede, ki se ponujajo na izbrani lokaciji. Jaz pravim, da jim je v vseh točkah uspelo, ampak presodite še vi. Hiša nad Novim mestom je res nekaj posebnega. Pritlična, v dveh ločenih, a hkrati povezanih delih, brez hodnikov, z veliko svetlobe, stikom z naravo in čudovitim razgledom. Prav zanima me, kaj mi bo gospa Korenjak povedala o življenju v takšnem domu. Monika, hvala za gostoljubje. Povejte mi, kako ste sploh našli tole parcelo s tem čudovitim razgledom na Novo mesto? Jaz sem, ko sem bila na porodniškem dopustu s velikim sinom, sem vozičkala, živeli smo tlele pol ure stran. In zmeraj, ko sem prišla iz ozkih ulic na to zeleno oazo, se mi je zdela zelo lepa, mirna, vse je bilo zeleno, gozd, njive. In prav ta travnik tukaj sem gledala, koliko bi bilo fajn imeti tukaj hišo. In pač potem čez par let se je to prodajalo in sva bila takoj za. Alenka Korenjak je bila arhitektka te hiše. Alenka, povejte mi, ko ste prvič stopili na tole parcelo, kako je bilo? Predvidevam, da ste si jo ogledali svojo sestro, lastnico. Ja, točno bilo je pred devetimi leti, ja, takole, malo bolj jesenski čas. Že nekaj časa smo iskali primerno parcelo, tudi ne samo po Dolenjski, tudi po Gorenjski. In potem sva prišli tukaj vsaka s svojim majhnim dojenčkom na en prelep travnik, ki je bil tako kar do kolen in pa smo tekali po hribu gor in dol in se nam je zdelo prekrasno. Potem smo se tudi odločila za nakup te parcele in kasneje, ko smo se začeli pogovarjati o stavbi, smo pa še eno zanimivost slišali in to je bila pa ta, da je to parcela, na kateri se v tej vasi vsi sankajo, ker je najbolj senčna in seveda sneg najdalj zdrži. Tako da ta stavek pa nam je seveda od tiste romantike pa pomenil še dodaten izziv. In moram reči, da je ponavadi glih to nekaj, kar je nam arhitektom fajn, da imaš neki izziv, da iz njega poskušaš ali pa iz te parcele res nekaj več narediti. Koliko sta imela pa izdelane predstave o tem, kakšna hiška bi tukaj stala? Nobene. Sestra in njen mož sta arhitekta in sva čisto zaupala, da bojo oni najdali optimalno varianto za to parcelo, za to lego, tako da se sploh nisva ubadala. Oni so naredili dve variante, za eno smo se potem pač odločili. Največ smo hoteli pač odprti prostor, svetlobo noter, svetle prostore, niti ne preveliko, ker pač nekaj časa, zdaj, ko so otroci majhni ali pa dokler odraščajo, bomo pač malo bolj skupaj, ne bo vsak v svojem nadstropju čisto zase. Potem pa, ko se odselijo, da ne bi bila hiša prevelika, je še zmeraj lahko primerna pač za dva. Zemljišče je narekovalo postavitev hiše v smeri vzhod-zahod. Za hišo je strnjen gozd, teren pa nekoliko visi. Vse to je do neke mere omejilo dostop jutranje svetlobe, zato so arhitekti poiskali drugo rešitev. Pač tukaj ni sonca na tleh, torej smo ga poskušali zajeti nekaj višje. Torej, ta okna so prav na pravi višini, da po zimi, ko je sonce nižje, posveti čez smreke, od zadaj iz gozda in osvetli strop. Tako da južna svetloba v dnevnem prostoru je, ampak pač pod takim pogojem pogled na Novo mesto, proti severozahodu pa na drugo stran. Hiša blizu Novega mesta je torej pritlična, vendar so v tej edini etaži vsi prostori, ki jih družina potrebuje. Zanimiva je ureditev osrednjega dnevnega prostora, katerega višinska razlika v tleh deli na dva volumna.
Bivalni prostor ima skoraj 100 kvadratnih metrov in pri takih prostorih je vedno pomembno, da znamo v njem tudi najti neke kotičke, kjer se tako malo nekam skrijemo ali pa zatečemo, ali na kavč, ali je to jedilna soba, ali je to kuhinja, tako da je členjen na več različnih ambientov. Že v sami osnovi pa členjen potem tudi s tem dvignjenim hodnikom, ki pa v bistvu kot ene mini tribune. Tukaj v tej hiši so pač velika družina živi, veliko obiskov imajo in to potem ne potrebuješ dodatnih stolov. To postane ena taka lepa tribunca za opazovanje dogajanja v dnevni sobi ali jedilnici. Alenka, kako je pa s tem kaminom, ki ta velik prostor kljub vsemu nekako pregradi na dva dela? Ja, prav to se spet nadaljevanje tega drobljenja ambientov, vse iz tega velikega prostora ločati prostor dnevne sobe in jedilnice in seveda ogenj kot eno srednji element in tega, da se ob ognju zbiramo, torej ob tem kaminu lahko s treh strani sedimo v dnevni sobi, na dvignjenem hodniku ali pa v jedilnici in uživamo ob toploti. Notranja oprema je bila izdelana po meri. Prve debate so bile, če bo dovolj prostora za shranjevanje. In to je bil res tako izhodišče, zelo pomembno pri tej hiši. In zaradi tega je tudi ogromna kurilnica, potem imamo veliko špajzo, potem imamo zelo veliko garderobno sobo in pa v vsaki sobi ena stena, celotna 60 globine omara. Monika, pojdiva še malo k razporeditvi prostorov. Opazil sem 2 otroški sobi in 3 otroke. Kako je s tem? Pri načrtovanju hiše smo imeli enega otroka, potem ko smo se vselili, po 14 dneh je prišla druga, se pravi hčerka, potem pa pač še tretji otrok. V načrtu so bile 2 otroške sobe, smo mislili, da bomo pa že par let s pogradi kombinirali. Ste se pa odločili za leseno gradnjo. Kako to? Mislim, da je bila kar taka zelo naravna odločitev. V bistvu hiša je pritlična, zelo enostavno je, ni preveč členjena, enostaven pravokotnik in čist naravna odločitev je bila pač narediti betonsko ploščo in na njo tudi privarčevali smo veliko časa s tem postaviti montažno hišo. Tukaj je po občinskih prostorskih načrtih dovoljena višja gradnja, pritličje plus nadstropje in s tem se približa tudi nekako gozdu in ne neki te tipologiji, ki v vasi prevladuje. Hiša pri Novem mestu ne navduši le z lego in domiselno notranjo razporeditvijo, temveč tudi s sonaravno urejeno okolico. Marsikoga preseneti umestitev garaže, ki je na videz precej oddaljena od hiše. Veliko smo kolebali, pa hišo predstavljali malo nižji, malo višji. Želeli smo jo postaviti prav na tisto pozicijo, ko bo omogočala ta zahodni vrt pred dnevno sobo. Garažo smo dvignili in jo postavili ob cesto in s tem na mesto neke ograje že s terenom preprečili poglede iz ceste na vrt, in pač tudi nekak pogled zdaj čisto lepo čez travnik in čez streho garaže steče do Novega mesta v ozadju. Zdaj, seveda, to pa je pomenilo večja, daljša pot. Meni je to super. Zdaj še vedno grem lahko s kolesom v mesto, smo toliko oddaljeni, da smo v bistvu na vasi. Imamo domače živali, vrt, zelenje okrog hiše, otroci so skozi zunaj, v gozdu, na ulici, kar se mi zdi za družino en velik plus. Kmalu vam pokažemo način ogrevanja, za katerega ne potrebuješ nobene kotlovnice, peči, radiatorja ali dimnika, in vrstno hišo, ki po prenovi ponosno odstopa od ostalih v nizu. Za vas imam eno uganko. Kaj je to? Ogrevalna telesa, za katera ne potrebuješ ne kotlovnice, ne dimnika, ne puščajo saj ali pepela. Niso radiatorji, kljub temu pa oddajajo prijetno toploto, ki ne izsušuje zraka. Če ne uganete, nič zato, ker je stvar na tržišču še relativno nova, ampak je vzbudila našo pozornost.
Med načini ogrevanja so poleg kotlov na lesno biomaso in toplotnih črpalk v zadnjem času aktualni tudi infrardeči paneli. Ker pa gre za precej nov način ogrevanja, smo potrkali na vrata zadovoljnih uporabnikov v Selcah, vasici blizu Lenarta v Slovenskih Goricah. Valerija in Sandi, ko sem se vozil sem, so me očarali številni gozdovi in človek bi mislil, da tukaj se grejete na les, da bo kakšen kamin ali pa kotel na pelete. Vi ste se pa odločili za gretje z infrardečimi paneli. Kako to? Je tako. Prvo kot prvo o kaminu nismo razmišljali, ker nimamo niti gozda, da bi imeli svoje drve, recimo, ne. Hišo to smo podedovali leta 2015, od takrat smo začeli renovirati, komplet smo zdrli umete, po celi hiši, okrog 900 kvadratov je bilo tega. Estrihe smo mogli odstraniti tudi po celi bajti, takrat smo čisto na novo delali komplet elektroinštalacijo, vodo, odvode, vse na novo. In takrat smo tudi prišli na to idejo pač o IR panelih in smo komplet inštalacijo potegnili po hiši za IR panele, da nismo imeli pol naknadnih nekih prebijanj pa teh stvari, ne. Gospod Babič, če želim vgraditi infrardeče panele, potrebujemo kakšno inštalacijo, a zadostuje že ta za svetila? Za svetila ne zadostuje ponavadi, ne. So določeni primeri, kar bi lahko, ampak ponavadi raje vlečemo v bistvu elektriko od obstoječe inštalacije, recimo, ker pri panelih ni potrebne takšne moči, ne. Ali pa direktno, recimo, če so večje moči potrebne, pa se elektrika vleče direktno od omarice. Takšno sevanje oziroma valovanje povzroči lahko kakšne težave, recimo glavobole? Ne. V bistvu pri IR panelih je glih kontra, ne. Infrardeča toplota je v bistvu najbolj blagodejna za človeka, ne. Če mi podrgnemo, ne, recimo, oddajamo infrardeče valovanje. Recimo inkubatorji so pod infrardečo toploto, zaradi ker je v bistvu najbolj naravna toplota. Tudi krušne peči, lončene peči, odprti ogenj, to vse oddaja infrardečo toploto. Preden sta se odločila, da bosta hišo ogrevala z infrardečimi paneli, sta Sandi in Valerija razmišljala o nakupu toplotne črpalke. Toplotna črpalka bi nastala okrog 20-22 tisoč evrov za kompletno inštalacijo, vse z talnim gretjem, z vsemi stvarmi, kaj pa sodi zraven. Mi smo sedaj IR panele dobili za okrog 8 tisoč evrov. V tej ceni, kaj nam je hodila razlika, smo pa še na streho dali fotovoltaiko, ne. 11 kW, tako da imamo samooskrbo za komplet gretje in še za nekaj bo ostalo sigurno za gospodinjsko elektriko, ne. V hiši, ki je velika 330 kvadratov, imamo 18 panelov. Z njimi smo v prejšnji sezoni, ki je bila tudi mrzla do -20, mogoče še malo čez, smo porabili okrog 1400 evrov elektrike skozi celo sezono zimsko, ne. Mi imamo sedaj v planu, da bomo naredili izolacijo 20 cm po celi hiši, oziroma na severno stran celo 25 cm izolacije, da bo 20 cm stiroporja, tako da mislim, da bo veliko manj stroška z elektriko, ne, v bodoče. Pa ste se v kopalnici odločili za mogoče vseeno električno talno gretje? Ne rabimo, ni potrebe, ne, potem, ker IR paneli grejejo vse prostore enako, ne, in tudi tla so dovolj topla. Valerija, tudi vas dejansko ne zebe v noge v kopalnici? Ne, me ne zebe v noge. Zelo fajn mi je, da ne se ogledala rosijo. Čiščenje panelov je enostavno, samo ga pobrišeš v primeru, da se karkoli omaže. Potem kakšna trajna umazanija, ki s navadnimi čistili ne moreš sprati, samo pobarvaš z termobarvo, pa je to kot nov. V spalnici pa nisem opazil infrardečega panela. V spalnici je na steni, je pa tudi skamufliran. Ni bel, imamo gor sliko, tako da ni tako opazno, da sploh je panel tam v spalnici, ne. Drugače tudi je. V ogrevalni sezoni imate kaj težav s suhim zrakom? Ne, z suhim zrakom nimamo težav. Predvsem najbolj smo opazili pri najmlajšem sinu. Vedno je bolehal za temi raznimi oblikami bronhitisa. Ko smo pa se prejšnjo zimo vselili, so pa bili otroci zdravi, predvsem on, ki je vedno bil najbolj izpostavljen tem boleznim težkim. Sodobni uporabniki želimo upravljati vse na dotik. Infrardeči regulatorji, ki so jih razvili v podjetju Ekosen, so edinstveni na svetu, saj omogočajo zelo natančno uravnavanje temperature. V prostoru s takšnim regulatorjem se paneli ne pregrevajo ali pretirano ohlajajo, zato je poraba električne energije za četrtino manjša, kot če bi uporabljali klasične termostate. Tale pištolca, čemu je namenjena oziroma kaj z njo merite?
S to pištolico merim isto toploto predmetov v prostoru, zir toploto, isto se meri, in to pomeni, da stene recimo so približno enako tople kot tla, recimo nekaj 22,3 stopinje, tudi okna, so enako topla, tudi tam nekje ista temperatura. 22,3? Ja, približno. 2,3, ja. Od zunaj je trenutno 10 stopinj, Tudi v bistvu tudi panel, če se pogledamo panel, se zdaj segrevalo tam okoli 50 stopinj, ker drugače pri klasičnem termostatu pa se segreje tam do 100 stopinj, pa nič pa 100. Niha temperatura pri tem regulacije, pa se giba temperatura med 25 in 60 stopinj. In to je bolje, ne? Seveda. In zdaj, če se človek sam odloči vgraditi infrardeče panele, je to težko in mislite, da imamo dovolj znanja ali je boljše poiskati pomoč strokovnjakov? Najprej je potrebno zmeriti toplotne izgube. To je boljše, da se pač odloči za strokovnjaka, da strokovnjak najprej oceni, kakšno moč je potrebno v prostoru. Montaža mora biti strokovno narejena, ker seveda odvisno, kakšne varovalke potrebujete notri, kakšen presek kabla, in tukaj v bistvu je boljše, da naredi profesionalec. V ljubljanski Šiški so se pred leti lotili prenove ene izmed vrstnih hiš in se soočili z dejstvom, da se je v objektu dotlej izvajala obrtna dejavnost. V njem so ropotali tiskarski stroji. Poglejmo, kako je arhitektu ob pomoči naročnikov in izvajalcev uspela korenita in zanimiva prenova in še nekaj. Tako kot v današnji prvi zgodbi so tudi tukaj bile na delu družinske vezi. Vrstne hiše so zelo pogost način bivanja v tej deželi. Ponavadi so si podobne že po videzu, gabarite imajo enake in zelo pogosto je tudi notranja razporeditev prostorov enaka. No, ta vrstna hiša na koncu niza v Šiški, kjer smo danes, pa že od zunaj odstopa od običajnih in ostalih v nizu. Zgleda, da je nekdo se lotil temeljite prenove, zato da bi jo kar se da prilagodil novim stanovalcem. Robert, Lidija, me veseli, da ste nas pustili v svoje domovanje, oziroma Robert je pravzaprav ni tu doma, Lidija pa je, ampak sta povezana. Sestra in brat. Brat je bil tisti, ki je pomagal urediti novo bivališče. Lidija, kdaj ste prišli sem? Preselili smo se leta 2012, s prenovo pa smo začeli aprila 2011. Prej je bila to grafična delavnica, potem smo pa želeli energetsko nekako prenoviti hišo, pridobiti bivalne prostore, vendar na koncu smo ugotovili, da smo celostno prenovo naredili, da je bilo bolje, kot če bi samo del prenovili. In tukaj vam je bil brat v pomoč, ne? Gotovo. Veliko pomoč, ja. On je bil nekako vodja projekta, je vodil vse, mi smo mu pa sledili. Gotovo je bil odnos med bratom in sestro osnova za že bolj poglobljeno domiselno iskanje rešitev. To potrjuje tudi arhitekt Robert Prašnikar, avtor idejne zasnove prenove. V bistvu je dobra plat tega projekta. V začetne faze je bilo to neko osnovno poznavanje, ker smo pač je vseeno ta bratska povezava in nismo imeli nekega problema z razumevanjem drug drugega. Mi smo bili nekako omejeni samim objektom, samim gabaritom, z njegovimi dimenzijami, ki niso velike. Objekt je delno podkleten, potem ima pritličje, nadstropje ter mansardo, ki smo zaradi stojne višine smo jo dodali 2 frčadi, tako da smo v bistvu res omogočili maksimalno izkoriščenost gabarita objekta ter hkrati upeljali največjo možno količino svetlobe v same prostore. Kletna etaž je namenjena kotlovnici, strojnici, skladišču, potem pritličje, v katerem se nahajamo, je dnevno bivalni del, ki je nekako najbolj javni del objekta. Nadstropje je namenjeno bivanju staršev s kopalnico, kabinetom ter njuno spalnico. Vrhnja etaža pa je namenjena bivanju otrok, oziroma ima tudi svojo prilagodljivost, je objekt tako zasnovan, da je možnost izgradnje oziroma izdelave ločenega stanovanja v zgornji mansardni etaži. Pri vsaki hiši poleg celotnega objekta najprej opazimo vhod. Ta pri tej hiši odstopa od običajnih. Kot ste že sami omenili, objekt že na zunaj odstopa od vseh ostalih v stavbnem nizu. Zato smo se odločili, da bo tudi vhod nekoliko drugačen. Sam vhod je v bistvu pločevinasta kletka, konzolno privijačena v objekt,
Hkrati smo tako dosegli učinek lažjega vhoda, da on lebdi v zraku, hkrati pa ima tudi samo funkcijo predpražnika, da se dejansko uporabniku čisti čevlje. Kot smo že omenili, ta objekt prvotno ni bil namenjen bivanju, temveč obrtni dejavnosti. Na srečo je bil konstrukcijsko zasnovan tako, da je osnovo predstavljalo 6 navpičnih betonskih stebrov, povezanih s ploščo. To je omogočilo popolno spremembo razporeditve notranjih prostorov, saj so lahko pri prenovi umaknili vse dotedanje predelne stene. Tako so omogočili načrtovanje večetažne hiše z novimi prostori, namenjenimi konkretni družini. Obstoječi objekt pred prenovo je imel okroglo stopnišče, kjer smo spoznali, da nekako okroglo stopnišče ne funkcionira najbolje, ni varno. Zato smo zasnovali novo stopnišče, katerih višina posamezne stopnice zaradi bruto etažne višine odstopa od nekih normativov, vendar je še vseeno uporabnikom najbolj prijazno. Smo pomanjšali površino stopnic na račun vseh ostalih prostorov in samo zasnovo stopnišča optimizirali, samo hojnico, samo pot, ter res na minimalni možni tlorisni površini omogočili ta vertikalni dvig po vseh etažah. Tlorisna površina objekta je razmeroma majhna, saj meri okoli 38 kvadratnih metrov. To je narekovalo temeljit razmislek, kako razporediti vse prostore, ki jih mlada družina želi imeti. Dodatna želja je bila, da so prostori, kolikor je mogoče, svetli, po možnosti osvetljeni z naravno svetlobo. Dejansko z okenskimi površinami smo jih večinoma obdržali na mestih, kjer so bila. Odstranili smo okenske parapete. Pri kuhinjskem pultu smo uvedli horizontalno okno, da je v bistvu naravna svetloba prihaja direktno neposredno na delovno površino, kar se nam zdi, da je zelo pomembno. Pri vseh ostalih prostorih pa smo veliko pozornost poudarjali na to, da res uvedemo čim več naravne svetlobe, ker smo vedeli, da pač vsaka hiša lahko postane dom. Lidija, kako ste vi zadovoljni z tem, kako je kuhinja urejena, pa tudi mogoče vaše videnje tega okna? Ja, meni je zelo všeč, predvsem takrat, ko kuhaš, sicer imamo prezračevanje, vendar občasno ga tudi na ventus odprem na V, tako da gre takoj ta slab zrak ven, drugače pa res ta dnevna svetloba, tako da je superno. Ogrevanje in prezračevanje sta dva pomembna vidika pri načrtovanju bivalnih objektov. Tudi pri prenovi te vrstne hiše so se ravnali po sodobnih smernicah. Stremeli smo k celostni prenovi objekta, to da ni bilo samo ekosanacija objekta, vendar je ekosanacija po današnjih standardih nekako nujna oziroma potrebna. Zato se objekt dejansko ogreva s toplotno črpalko z zajemom zunanjega zraka. Za zagotavljanje svežega zraka oziroma prezračevanja objekta pa je vpeljana centralna rekuperacija s povratkom toplote. Glede na to, pa da so naročniki, da imajo svojo službo, svoje obveznosti, smo jim potem mi z neko to rešitvijo prezračevanja omogočili, da so brezskrbni glede svežega zraka in da za to poskrbi vsa ta tehnologija, ki je skrita v sam objekt in ni praktično nikjer vidna, razen na stropovih oziroma kjer imamo te ventile prezračevanja. Ja, z prezračevanjem smo zelo zadovoljni, sva pa tudi vložila vlogo za subvencijo v ekosklad, tako da so nam četrtino stroškov vrnili za prezračevanje, nekako osmino pa tudi za toplotno črpalko. Barvno zadržano opremo in stene so v jedilnici poživili s posebno stensko oblogo. Sama stenska opečna obloga, v bistvu smo jo izvedli tako, da smo opeke, to je še star format, to se pravi 30 na 15 cm, smo v bistvu opeke prerezali na pol, ter jih z lepilno malto prilepili na obstoječo steno, zapolnili fuge ter opeko samo premazali z mat lakom, tako da se v bistvu lak se vpil v samo opeko in ne naredi tistega filma preko opeke. Tako da je res ta pristen občutek še bolj poudarjen. Iskanje rešitev, kako v zares ozkem objektu najti konstrukcijske rešitve, ki omogočajo umestitev vseh prostorskih zahtev stanovalcev, je zahtevna naloga za arhitekta. Tu jo je opravil z odliko. Tudi dobrih stvari se človek nasiti, če jih je preveč. Zato naj bo za danes dovolj.
Morda smo vam pomagali najti kakšno pametno in dobro rešitev tudi za vaš dom in če ste karkoli zamudili, ne ženite si preveč k srcu, kajti vse iz današnje oddaje in še veliko, veliko več najdete na naši spletni strani www.tvambienti.si. Lep pozdrav do prihodnjega tedna, ko vam bomo pokazali dve na zunaj skoraj enaki hiši, ki pa sta v lastništvu ene družine in stanovanje v slikoviti ljubljanski trikotni stolpnici.